Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravila pravljico, v kateri nastopa Mrož. Ja, zelo simpatičen Mrož. Me že prav zanima, kaj tako zanimivega se je Mrožu dogodilo, da je slovenski pisatelj Peter Svetina napisal zbirko 2 pravljic z naslovom Mrožek, Mrožek. Za ilustracije pa je poskrbela odlična Mojca Osojnik. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki nosi naslov o Mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Nekje daleč na severu so v mestu na ledeni plošči živeli oče Mrož, mama Mrožka in sin Mrožek. Mama Mrožka je ravno kopala sina Mrožka v morski kopeli. No, še nohte ti moram postriči, je rekla. Ne, ne, je vzkliknil mali Mrožek, nohtov pa ne. Ampak Mrožek, mu je prigovarjala mama, nohte moraš imeti vedno postrižene. Saj si tudi brkov nobeden ne striže, je ugovarjal sinko. Z brki je drugače, mu je mama potrpežljivo razlagala. Brki so okras obraza, nohti pa so okras plavuti. Se ni dal Mrožek in mami ni pustil, da bi mu nohte postrigla. Ah ja, je zavzdihnila mama, te bo že pamet srečala. Ampak malega Mrožka pamet ni srečala. Nohtov si nikoli ni hotel postriči. Res je, da Mrožev nohti rastejo sila počasi, takole milimeter na par let. Ampak kljub temu, ko je moral Mrožek v šolo, so bili že tako dolgi, da so se začele težave. Če so se sošolci žogali in je žogo ulovil Mrožek, je reklo pok. Žoga je počila, ko je zadela ob oster noht. In kadar so v šoli za novo leto po razredu obešali balone, se ni smel Mrožek dotakniti nobenega. Ko je končal šolo, pa je hotel v službo. Pa ni imel sreče. Ne v tovarni ribjih konzerv, ne na Polarni banki ga niso sprejeli, češ da bi z nohti luknjal konzerve in bankovce. Žalosten se je Mrožek zato nekega dne odločil, da si bo kruha poiskal v širnem svetu. V kovček si je zložil ščetko za okle, glavnik za brke in copate. Poljubil je mamo in očeta ter odplul. V daljnih deželah se je hotel zaposliti v živalskih vrtovih, v cirkusih, a kjer je potrkal, povsod so mu rekli: saj bi te radi vzeli, samo če bi imel postrižene nohte. Skrušen je tako nekoč v velikem mestu obsedel na obali in ni vedel, kaj bi s sabo. Iz razkošne hiše ob obrežju pa se je razlegala prijetna glasba. Nesrečni Mrožek se je napotil za zvoki, da bi si vsaj malo razvedril žalostno Mrožjo dušo. Pokukal je skozi odprto okno. Zagledal je koncertno dvorano, polno poslušalcev in na odru orkester. 3 polarne lisice so godle na violino, 2 polarna medveda sta igrala na čelo, tjulenj je piskal v klarinet in 2 losa sta trobila v lovska rogova. Dirigiral jim je severni jelen. Kakšna muzika je bila to! In ko so muzikantje po koncertu pospravljali inštrumente, so zagledali skozi okno žalostnega Mrožka. Hej, prijatelj, mu je zaklical severni jelen. Te naša glasba ni razvedrila. Je odgovoril Mrožek. Ampak takoj, ko ste nehali igrati, sem spet postal žalosten, ker sem se spomnil, da nikjer ne moram najti službe. Ja, kaj pa znaš, prijatelj? Ga je vprašal severni jelen. Če ne znam, bi se pa priučil, je odgovoril Mrožek, pa mi še tega ne pustijo. Pravijo, da bi si moral postriči nohte. In je žalostno iztegnil prednji plavuti pred dirigenta. Prijatelj, pa saj ni mogoče, je vzkliknil severni jelen. Ja, pa kje si se potikal do zdaj?
Že pol leta iščemo koga z dolgimi nohti, da bi brenkal na kontrabas, ker smo izgubili luk. Takoj te sprejmemo, če hočeš. Nesrečni Mrožek dirigentovim besedam kar verjeti ni mogel. Muzikantje so Mrožka takoj vzeli v uk. Že po prvem mesecu je nastopil z orkestrom na koncertu. In potem na naslednjem in na vsakem. In tako se je Mrožku končno nasmehnila sreča. In še nekaj. Orkester se je kmalu po tistem odpravil na turnejo po severnih morjih. Mrožek je očetu in mami poslal telegram, da prihaja. Kako sta bila vesela, ko sta ga zagledala v koncertni dvorani. Kako tudi ne bi bila vesela, da je njun Mrožek končno našel službo, ki je čakala ravno nanj. Kar pogumen je bil tale Mrožek in vztrajen. Predlagam, da prisluhnete še kakšni pravljici, ki čaka na vas na kanalu Moj knjižni kotiček. In ne pozabite klikniti na gumbek Naroči se, da boste v stiku z novimi pravljicami, ki jih vsakodnevno pripravljam za vas. Dragi otroci, lepo se imejte, uživajte in en Mrožkov, čau čau!